drugem dogodku tedna Univerze na Primorskem, 19. tedna Univerze na Primorskem. Včeraj smo slavnostno podelili nove doktorate znanosti. Vse skupaj smo v 15 letih podelili že 296 doktoratov znanosti in veliko manj, pa vendar tudi izredno pomembno, pa smo na naši univerzi zdaj podelili rednih profesur. Nekako primerjam današnji dogodek z včerajšnjim dogodkom zato, ker sta tu dve najelitnejši podelitvi univerze, ki imamo. Ponosni smo na mlade znanstvenike, ki jih kreiramo na naši univerzi na eni strani in na drugi strani smo ponosni na naše raziskovalce, naše visokošolske učitelje, ki dosežejo najvišji akademski naziv, ki je mogoč. In želela bi si, da bi tudi v prihodnje, tako kot je veljalo za prvih 19 let, da redni profesori naše univerze z prejemom te najvišjega publikacijskega naziva ne prenehajo za svojim znanstveno-raziskovalnim delom, ampak je to samo dodaten zagon za še produktivnejše delo in verjamem, da tudi današnja dva redna profesorja bodo sledila tem načelom univerze. Nekako tako doktorski študenti na eni strani, kot na drugi strani redni profesori skrbijo za to, da uspešno uresničujemo srednjeročno razvojno strategijo naše univerze in seveda tudi vsi tisti, ki so med tema dvema nazivama in z zelo velikim veseljem gledam na četrtek v tem tednu, ko bomo imeli slavnostno akademijo in bomo se ozrli na preteklih 12 mesecev, ko smo morali delovati predvsem v hudih nihalih, pa kljub temu dosegli vrhunske rezultate, pa bom tu izpostavila zgolj enega. Uvrstili smo se na globalno mrežo Universe Times Higher Education Ranking in smo tako postali prepoznavnejši med najelitnejšimi univerzami na svetu. Uvrstili smo se tudi na lestvico kot mlada univerza do 50 let in zdaj imamo dobrih 30 let časa, da se v tej lestvici posperemo na sam vrh. Hvala lepa za udeležbo in predlagam, da nadaljujemo z protokolom, zaradi česar smo se zbrali danes in bi lepo prosila profesor dr. Maro Cotič, dekanjo Pedagoške fakultete, da predstavi dr. Darja Felda, prvega kandidata za inauguracijo v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika. Hvala. Spoštovani, dr. Darjo Felda je diplomiral leta 1979 na oddelku za matematiko in mehaniko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, sedanje Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je tudi zaključil magistrski študij leta 1999. Doktorski študij je zaključil leta 2011 na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Leta 1980 se je zaposlil na srednji gradbeni šoli v Ljubljani, leta 1985 pa na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 je zaposlen na Pedagoški fakulteti naše univerze, kjer je bil najprej asistent za didaktiko matematike in elementarno matematiko oziroma višji predavatelj za omenjeni področji. Od leta 2011 je bil zaposlen kot docent, od leta 2016 pa izredni profesor za didaktiko matematike. Od leta 2005 do leta 2019, vidite že zelo dolgo obdobje, je bil prodekan za študijske zadeve Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Od novembra 2019 pa je prorektor za študijske zadeve spet na naši univerzi.
Kot raziskovalec se ukvarja zlasti z razvojem sodobnih modelov poučevanja in učenja matematike ter s kompleksnim vprašanjem o smislu pouka matematike in o učinkovitosti poučevanja in učenja. Sodeloval je v več projektih z področja kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Je avtor oziroma soavtor 19 znanstvenih člankov, 24 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci in pa 29 samostojnih znanstvenih monografij. No, oziroma ne, 29 samostojnih znanstvenih sestavkov v monografiji in 10 znanstvenih monografij. Rezultate svojega znanstveno-raziskovalnega dela je kot soavtor vnašal tudi v matematične učbenike in različna druga gradiva, tako za osnovno šolo, kot tudi za srednjo šolo. Več učbenikov, v katerih je soavtor, so prevedeni tudi v italijanski jezik in ga uporabljajo šole z italijanskim učnim jezikom. Bil je mentor pri pripravi zaključnega dela več kot 290 študentom prve stopnje, 18 študentom druge stopnje in pa študentki doktorskega študija. O učenju matematike je predaval študentom Pedagoške fakultete v Puli in tudi Pedagoške fakultete v Užicah, kjer izvaja tudi predmet savremeni tokovi metodike nastave algebre v razrednoj nastavi na doktorskem študijskem programu. Leta 2014 je prejel nagrado za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem. Matematično tekmovanje za slovenske srednješolce je vodil 25 let. Bil je tudi vodja slovenske delegacije ter član mednarodne tekmovalne komisije na mednarodnih matematičnih olimpijadah. Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije mu je leta 1998 podelilo nagrado za uspešno delo za mladimi matematiki. Leta 2008 pa še priznanje za dolgoletno vodenje različnih matematičnih tekmovanj. Leta 2007 je bil odlikovan z redom za zasluge s strani predsednika Republike Slovenije. To je, mislim, da je bil še dr. Drnovšek takrat. Leta 2016 pa je prejel nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Profesor dr. Daniel Pelter, posebno čestjo vam predajam listino o izvolitvi v naziv rednega profesorja za področje didaktike in matematike in o izvolitvi v naziv znanstvenih sredstev. Čestitke. Čestitke profesorju dr. Danielu Pelter, zdaj pa bi ponovno predala besedo dekanu Pedagoške fakultete, profesor dr. Mari Copič, da predstavi dr. Ano Kožuh, druga kandidatka za inauguracijo v naziv redne profesorice in znanstvene srednje. Spoštovani, dr. Ana Kožuh je končala doktorski študij na Univerzi v Opolu na Poljskem. Po uspešnem zagovoru doktorske disertacije je leta 1996 senat omenjene univerze podelil naslov doktor humanističnih znanosti. Leta 2004 je zagovarjala habilitacijsko delo na Univerzi v Minsku in pridobila naslov habilitirani doktor na področju pedagogike. Leta 2004 je senat Univerze v Krakovu podelil naziv izredni profesor za področje humanističnih ved. Senat Univerze na Primorskem jo je leta 2009 prvič izvolil na naziv izredna profesorica za področje didaktike in znanstveni naziv višja znanstvena sodelavka.
Od leta 2009 dela na Univerzi na Primorskem na pedagoški fakulteti. Svoje raziskave o delu učiteljev izvaja v različnih državah in na različnih celinah. V znanstveno-raziskovalnem delu se osredotoča predvsem na problem učinkovitosti sodobnih metod poučevanja ter kakovosti izobraževalnega procesa. V raziskavah analizira predvsem inovativne učne metode, potem pedagoške kompetence učiteljev s poudarkom predvsem na njihovi ustvarjalnosti. Sodeluje z raziskovalnimi centri v Evropi ter izvaja številne raziskovalne projekte. Njen dosežki vključujejo številne znanstvene objave in prevode monografij z področja pedagogike. Je avtorica 16 znanstvenih monografij, tako v Sloveniji kot v drugih državah Amerike, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in na Poljskem. Širom po svetu je objavila 52 znanstvenih razprav, več strokovnih člankov, recenzij, spremnih besed, predgovorov in podobno. Je avtorica tudi več učnih gradiv za študente, organizirala je že 12 mednarodnih znanstvenih sestankov, bila je urednica ali sourednica 18 monografij, vse tako na Poljskem kot v drugih državah Amerike, eno v Združenem kraljestvu, eno v Argentini in v Sloveniji. Je tudi članica uredniških odborov dveh znanstvenih revij, ene v Sloveniji in ene v Argentini. Sodelovala je v 13 raziskovalnih projektih, bila je tudi recenzentka 10 znanstvenih monografij. Udeležila se je več od 50 mednarodnih sestankov. Bila je glavna mentorica pri doktoratu, tudi somentorica pri drugem doktoratu, mentorica pri 39 magistrskih delih in recenzentka pri 168 magistrskih nalogah, to je na Poljskem, ter recenzentka pri 84 diplomskih nalogah prve stopnje. V okviru umetniškega vznesovanja je imela tudi 5 samostojnih razstav o šolskih sistemih na različnih koncih sveta. Z razstavami tvorno povezuje pedagoško znanost z umetnostjo. Razstave so bile organizirane tako v Krakovu, na Poljskem, v Kopru, ter na Hrvaškem, v Splitu in na Hvaru. Prejela je nagrado za znanstveno delo rektorja na Univerzi v Krakovu za izjemne znanstvene dosežke in nagrado dekana Fakultete za psihologijo in humanistične vede za zelo visoko oceno njenega pedagoškega in znanstvenega dela. Dobila je tudi priznanje Univerze v Donbasu v Ukrajini za plodno znanstveno delo in za prispevek k razvoju sodelovanja med različnimi univerzami.
in tudi, da dosežki priznanja za vajeno, tako pedagoško delo, kot znanstveno raziskovalno delo prihajajo tudi izven naše institucije. Tako da čestitke tudi za vse dosežke do današnjega dne. In hvala lepa vsem za prisotnost. Zdaj mislim, da moram vas vse povabiti na eno slikanje pred univerzo, ko lahko se slikali tudi brez mask. Potem ste pa seveda vsi lepo vabljeni, da se še malo podružimo, pa nazdravimo čokoledu dogodku. Hvala lepa.